Boštjan Polažer, tamburaš iz Cirkulan v rubriki intervju. Ne bo CV intervju, ne? Ne bomo delali CV intervju samo, ne? Beli intervju. Beli intervju? Ali pa oranžni se vse. Boštjan, ste tik pred izdajo 3. CD-ja z naslovom Kukavca. Je Kukavca? Gotov je? Ali Kukavca? Kukavca je, samo jih bo več, tako da bodo Kukavce. Kukavce? Ja. A naslovo Kukavce, ne Kukavca? Ja, Kukavce, ja. Kukavce, pardon, ja. Vaši prva 2 CD-ja se imenujeta 100 let. Ja, to je prvi. Ja, prvi drugi pa Hojladrija, ne? Drugi pa Hojladrija, Mesarija, Hojladrija. Se ti zdi, da so uspešno pristali na slovenskem etno-glasbenem trgu? Jaz mislim, da so, ne. Se prvi je bil poriv za prvi CD je prišel z Ljubljane od Jasne Vidaković, ki je takrat snemala ljudske muzikante po Sloveniji. Potem je to išlo pri vaši založbi. Pri založbi Subkulturni azil, sedaj podzaložba pri Subkulturnem azilu Akord Records. No, drugi je pol pa bil posnet pri vas, Hojladrija. Ta je malo bolj veseljaški v studiu na meji, tako tudi tretji. Po odzivu publike mislim, da je bil kar v redu sprejet. Sta bila v redu sprejeta oba, no? Greva na začetke. Ja. Kako dolgo skupina tamburaši iz Cirkulana obstajajo? Vi ste pravzaprav del društva, kulturnega društva. Ja, mi smo del kulturnega društva, obstajamo pa od leta 1995 v tej zasedbi, ki se je nekoliko spremenila zdaj skozi leta, ker so ženske šle na porodniško in tako naprej, zdaj se malo manj. Torej 100 let, to je potegavščina? Ne, 100 let ni potegavščina, 100 let je mišljeno delovanje tamburašev pri nas. Ker prvi tamburaši pri nas so bili leta 1899 ustanovljeni. In ta 100 let je bil sicer leta 2001 izdan, malo prepozno, ampak to je pri 100 letih ni to dosti, ne. Tako da 100 let ni potegavščina, ne. Vrniva se potem na začetke tvojega obdobja. Ti deluješ, torej imenujemo to tvoje obdobje, saj bi lahko tudi rekli, da si ti gonilna sila tamburašev iz Cirkulan. Ja, od leta 1995 sigurno, ja. Sem pa ja že prej igral pri tamburaših, ker je bil moj oče zraven, ne. Pol je on mene zraven v osnovni šoli potegnil. Potem so v Cirkulanah tamburaši propadli, potem smo šla na Ptuj, pa v Gorišnico, skratka pri večjih skupinah igrali in leta 1995 smo ustanovili to manjšo zasedbo, skupino, no. In takrat smo mi bili v bistvu prvi tamburaši v Sloveniji, ki smo zraven tega, da smo igrali, tudi peli. In je to bilo vsem tako čudno. Zdaj pa vsi pojejo zraven. A ja, a to takrat ni bilo navadno? Ne, to ni bilo navadno, to je hrvaška zadeva. Aha, torej če tamburaši pojejo ob tamburici, to prihaja iz Hrvaške? To prihaja iz Hrvaške, vse tamburice tudi iz Hrvaške. Tudi naši leta 1899, tako tu piše dopisnik iz domovine 6.10. na strani 318, so se zgledovali po Hrvatih, ker so takrat igrali, ne. Tako da v bistvu je to, smo od Hrvatov pobrali. Aha, no, ampak 100 let nazaj je? 100 let je nazaj, ja. Da je torej tamburica bolj, seveda, je bolj uveljavljena na Hrvaškem, seveda, jasno. Tudi več oglasitev obstaja, ne? Ja. Vi uporabljate isto oglasitev kot na Hrvaškem. Torej, če srečamo tamburaše iz Varaždina, Čakovca, to isto kot... Isto. To je kvartni sistem. Dobro, zdaj Vojvođani pa Slavonci imajo 1 ton više oglašeno, zaradi tega, da bolj k violini paše. Jaz imam tudi pol to oglasitev EH, CIS, FIS, CIS, ampak drugače pa je to oglašeno kvartno, tako kot bas kitara, recimo, ne. Ampak obstajajo pa tudi 2 različna sistema tamburic. Ja, seveda. Ali več, mogoče celo... Ja, za stoletja nazaj ne vem, tak ekspert nisem, ampak prvi tak sistem je postavil Farkaš. To so bile v bistvu dvoglasne tamburice ali pa enoglasne, potem so poskusili kvintni sistem, ki se ni uveljavil, ker je predolg vrat, pa ne moreš kvinta igrati. Kvinto ima recimo mandolina, ne? Tam je krajši vrat, pa gre. Zdaj pa je ostalo na tem standardnem
kvartnem oziroma sremskem sistemu tudi se reče. No. Torej vsi uporabljajo sedaj v Srbiji, v Bosni, Sloveniji, Hrvaškem, vsi tamburaši uporabljajo iste uglasitev, iste tamburice. Je to res? Ja, seveda, s tem, da imajo en ton više uglašeno ponekod. So pa še vedno tamburaši v Sloveniji, tudi ki še farkaš uporabljajo, mislim, da češnjevci pa beltinci. Ampak to so že izjeme, redke. Torej gre za iste tamburice, samo drugače uglašene? Ne. Tiste so, konstrukcija je drugačna tam. A drugačna konstrukcija? Ja. Torej imamo farkaš pa sremski? Ja, sremski, vmes pa je bil še tak vintni sistem, ki pa se je imenoval Jankovič. Tega pa ni več, to pa se ni prijelo. Torej zdaj je sremski, se uveljavil? Ja, 4-glasni kvartni sistem. Ampak tamburica torej ni slovenski narodni instrument? Ali je? Ali je samo harmonika v Sloveniji? Ne vem, jaz nisem muzikolog, pa mislim, da tudi harmonika ni. Pač igramo jo, no. Tradicionalni instrument bi lahko rekli, da je. Ne. Tradicionalni pa je? Ja. Kako to, da je v bistvu dost tamburaških skupin se pojavilo v zadnjih 20 letih? Se ne v zadnjih 20 letih, že v začetku 20. stoletja je bilo ogromno skupin. Prvi tamburaši so bili celo na Primorskem, ne, kot protiotež pleh muziki. A na Primorskem? Ja, Vipava. To pa celo zelo nenavadno sliši se. Ja, pa tak je, ne. Vipava, potem po Štajerskem. Pri nas recimo že takrat je bilo, vsaka vas je imela svoje tamburaše, ljudje so si sami delali tamburice, ne. Zdaj pa je to pač preko javnega sklada spodbujeno na nek drugačen način, da se spodbujajo veliki orkestri, ki igrajo repertoar pisan za orkestre, 20-30 članske zasedbe, tako da so male skupine bolj ali manj redkost. Mislim pa, da je po podatkih javnega sklada okrog 100 skupin tamburaških in orkestrov v Sloveniji. V Sloveniji? Ja. Popisanih? Popisanih, koliko je aktivnih, zdaj ne vem. Neverjetno. Ja. Torej, tamburaši so bili v bistvu male zasedbe v prejšnjem stoletju. Sedaj jih sklad, če sem prav razumel, spodbuja orkestrske variante. Ne, to so že Hrvati pa Vojvodinci že prej delali, ne? Ampak pri nas pa zadnje čase je vedno več orkestrov. Ne, vse orkestri so bili že pred 30, 40, 50 leti tudi pri nas, ampak manj jih je bilo. Ne? Čemu je vzrok, da sklad spodbuja orkestre? Ne vem, temu se reče razvoj. Ja. Razvoj tamburanja na slovenskem. Ja. Greva spet na začetke vaše nove ere, torej tvoje ere imenujemo pri tamburaših iz cirkularno 25. ne? 95. Ja. Pardon, 95. In je bila takrat zasedba širša, manjša? Ja, spet moram pogledati. Ja. Zasedba je bila širša, ja. No, tako je tista začetna zasedba je se hitro spremenila, ker sta bila zraven Jernej in Matjaž, ki sta bila v bistvu, nista bila glasbenika, ampak nekda morajo igrati. Ampak takratna zasedba je štela 2, 4, 6, 8, 9 članov. Ne? Zdaj pa šteje 7 članov. Ja. Torej vaje ste dobili, oziroma imate verjetno v kulturnem domu? Ja, malo je zdaj pri nas specifična situacija, odkar imamo novo občino. Tako da imamo vaje v eni sobi, pač zraven gostilne, ki je nadomestek. A ni več kulturnega doma v Cirku? Je, zdaj se to obdobje prehajanja, ko se je ustanovila nova občina, že traja kar cel mandat, tako da še nimamo urejenih prostorov. 95. pa ste bili kje? Kje ste začeli? Takrat pa smo imeli, ampak ko se je ustanovila nova občina, so nam vzeli prostore, pa so nam dali vsem društvom en nadomestni prostor. Aha, torej kaj pa se v kulturnem domu dela? Tam pa je nogometne tekme? Ne vem, niti no. Aha, dobro. Kar to bolj predsednik kulturnega društva ureja. Aha. Je pa to zanimivo, da pri vas je kulturno društvo širše zastavljeno, vi ste le sekcija kulturnega društva, ne? Seveda. Ja. Dramska sekcija, pevski zbor, ljudski pevci, res, to vse folklorna skupina, še ene ljudske pevke, če sem koga pozabil. A tudi folklorna skupina izvaja ali samo pleše? Ja, ravno v petek smo jih na reviji spremljali s prekmurskimi plesi. To je zanimivo, ja, ker pričakovati je bilo, da bi tamburaši imeli svoje društvo, to niste pomislili, da bi... Ne. Se dobro razumete, torej?
Pa mislim, da tudi ne bi bilo vredo, glede na to, da so že 100 let v istem društvu. Ne bi zdaj po 100 letih nekaj solirali, ker mislim, da se da zmeniti vse, če se hoče. Super. Če se ne motim, je šla tudi ena knjiga, oziroma zbrani so podatki nekje o tamburaših. O naših? Ja. Ja, v bistvu so zbrani podatki za celotno društvo ob 100-letnici. Tako. Še v zbornik, tam je vsa zgodovina popisana po letih, po sekcijah, potem ob 110-letnici smo to dopolnili. So pa bile tudi knjige napisane o tamburaših, pa raziskovalne naloge, tega je kar nekaj gradiva obstaja. Dobro, bi se lahko strinjala, da je tamburaška skupina, da ima v bistvu iste zakonitosti. Ti si prej nastopil tudi, oziroma si imel rock band, če se ne motim. No, mislim, mogoče si preskromen. Sem hotel igrati v rock bandu, ampak tisti rock band nikoli ni zaživel v srednji šoli, ko sem bil. Nismo imeli pevca. To je bil v Ptuju. Ja, tam po vaseh okrog smo se dobivali. Pa bi lahko rekli, da iste zakonitosti veljajo v rock bandu kot pri tamburaški skupini, kar se tiče medskupinske, medosebne dinamike, delanja glasbe, vaje, produkcija, ali ne? Premalo imam izkušenj z rock bandom, ne vem. Pa po moje ne, no. Potem ste dobili prve nastope po vajah. Kdaj ste začeli bolj aktivno nastopati? Konc 90-ih? Ja, prvo leto, ko smo se dobili te zasedbe, smo eno leto samo vadili. Piše tukaj, kdaj je bil prvi nastop, ne. Ker je to pač tak specifičen instrument, da sicer z levo roko ni problem, ampak z desno dol udarjati, ampak trzati, to pa rabi še eno leto, da se navadiš, ne. Daj, zagraj nam eno melodijo. A ja, kaj, Marko skače? Daj, vidim. Pač, to je res specifika teh instrumentov, trzanje, ne. In takrat na začetku smo res eno leto rabili, da smo trzali, ne. Sem pa jaz vmes dvakrat menjaval tehniko trzanja, ne. Najprej s kitarsko trzalico, ki sem jo držal tako, ne, ker tako ne moreš trzati. Kitaro lahko igraš, če tako držiš. A ne moreš kitarsko trzalico igrati? Lahko igraš, samo ne moreš tako držati trzalice. Okay. Ja. Potem sem jo prijel tako, kot se mora, ne. Zdaj zadnji 2 leti smo pa tamburaške trzalice, ta iz roga, tako da se prime tako, v bistvu podaljšek palca, ne. A res? Torej, trzalice so drugačne kot pri električni kitari ali pa akustični kitari? Tole, ja. Aha. Lahko je plastika ali pa rok. Ker to trzanje, ne, namreč, ne vem, če bi tudi kateremu električarskemu, metalskemu kitaristu dal zatrzati, ne vem, če bi to ravno adekvatno opravil. Po svoje bi naredil, ne. Zvok pa ne bi bil tak, kot mora biti, ne. Drugačen način igranja je kot pri kitarah, očitno. Ja, v bistvu je to samo podaljšek palca, no. Čisto nič drugega. Čisto naravno. Torej, v bistvu vsi ste pri tamburaškem orkestru, pri tamburaški skupini ste vsi na nek način solisti, razen kontrabasista oziroma basista. Ritem sekcija, ne, ritem sekcija, ne. Kontrabas, mi sicer imamo kontrabas, ne. Drugače je originalni instrument tamburaških zasedbah berda, ne. To je tudi brenkalo, ker kontrabas ni, ne. Tam je tudi trzalica taka, ampak tako dolga, ne, ki jo tako držiš pa. Tamburaški bas, ki je z obeh strani ravn, ne? Ja, ravn, kontrabas pa, ja. Ja, berda se imenuje, oziroma Vojvodžani rečejo begeš. Kontraberdi pa igra Bugarija, ne. Se tudi imena so specifična, to je recimo bisernica, ne. Najvišji instrument, ne, potem srednje lege melodijske opisujejo brači, ne. Brač 1, brač 2, ne? Brač 1, brač 2 in pa tamburaško čelo, ki pa vmes polni, pa dostikrat igra kontrapunkt, ne. Potem pa še so vmes ne tretji brač čelo več v velikih orkestrih, ne. Je to postavljeno pač tako. No, prvi nastopi so pa potem bili res leta, mislim, da 95, 96, oziroma ta zasedba, ko je zdaj deluje, ki je tudi snemala ta prvi CD 100 let, je, mislim, da prav nastopala leta 97 oziroma 98, ne vem. V vsakem primeru ta fotografija je iz leta 98 na gradu Borl. Super fotka. Pri Cirkulanah, ja. Zgleda, kot da je res očitno ste tudi za kostime poskrbeli, ne? Ja, za kostume smo poskrbeli. Zdaj pri nas so tamburaši šele iz začetka 20. oziroma čist konca 19. stoletja. Pred tem so bile noše bele, tako kot celotno Zagorje, pa Hrvaška.
Tako da smo nekako, moja žena je poskrbela za to, da imamo, pa še ena iz Ptuja, da imamo adekvatne kostume. Če se dajo uporabljati na nastopih te kostume? Nažalost, res, ja. Ne, pazi, meni se zdi to super, da poskrbite tudi za scenografijo, za kostumografijo. Ja, ampak zdaj so že 10 let stari, malo več, no. Tako da bi morali biti obnovljeni. To avtentičnost poudarjajo. Ja, pa ravno včeraj smo se fotkali, pa tudi eni več ne dobijo gumbo skup, tako da. Ja. To je prav ta, torej, avtentičnost 20 let 20. stoletja. Ja, v bistvu začetka 20. stoletja. Oblačilna noša je, to ni narodna noša, ampak je oblačilna noša. Tako da v teh kostumih oziroma nošah, oblekah, da tako rečem, smo še vedno. No. Super, ja, ker ponovadi te taboraške skupine druge ne poskrbijo tako za imidž. Gotovo poskrbijo samo na svoj način. No. Na svoj način. Ja. Ker, zakaj smo mi oblačilne noše si zamislili? Zato, ker po 2-3 letih nam je hitro postalo jasno, da bomo mi samo poustvarjalci ljudske glasbe, da ne bomo igrali popevk, ne bomo igrali klasike, ne bomo igrali, ne vem, nekih zateženih orkestralnih skladb, ampak izključno ljudsko glasbo. Ja, ker so različni ti orkestri. Ja, predvsem, tudi zasedbe, pa tudi smo rekli, da ne bomo igrali hrvaških popevk, pa belokrajinskih sicer. Tu pa tam imamo kako izjemo. Ne. To je treba povedati, namreč, da ti orkestri večkrat tudi celo večinoma, zdaj se že zgodi, da se prilagajajo nekako tržišču, trgu, publiki, da igrajo pop pesmi, popularne skladbe. Ne? Vi ste pa šli v poustvarjanje ljudske glasbe. Torej. No, tu moram spet mojo ženo izpostaviti, ne se, brez nje ne bi bilo nič očitno. Za vsakim močnim moškim stoji močna. Še bolj močna žena, ja. Ona je takrat za diplomo raziskovala ljudsko pesem v Halozah in je kar posnela po hribih od žensk, večinoma od žensk, ja. Mislim, da so bile same ženske skoraj. Ogromno ljudskih pesmi, te so zdaj v arhivu na Sazuju. A še obstaja to? Ja, te pesmi so v arhivu na... Vi še imate to vlasti še? Na kasetah. Na kasetah, super. Ima pa Sazu v Glasbeno-narodno-pisni inštitut, ima te pesmi v arhivu in mi veliko teh pesmi izvajamo. Nekako se nismo lotili takih pesmi, ki bi bile vse splošno znane dobro. Marko Skače, Brleška, pa kakje tudi izvajamo, ampak večinoma iščemo take, ki so manj znane. Predvsem zaradi besedil, ki so zanimiva. Ja, ampak ni super slišati, meni je to prijetno slišati. Recimo Marko Skače, eno od klasikov. Marko Skače imamo tudi posneto, pa Gorički valček recimo, ali pa Dera se njas mali bija. Ja, Dera se mali. Ja, to je že bilo na prvem, pred 12. Dera se njas mali bija. Ja, te je lučno bilo. Samo to je Prleško, to ni Haloško, ne? No, ja, sej. Aha. Ja, Prleki bi zelo zastrigli z ušesi, Haložani pa še bolj. No, jaz, v glavnem, z mojega stališča je to, jaz govorim stališča poslušalca, da meni je prijetno slišati isto Marko Skače kot eno Prleško, kot eno... Marko Skače je Prekmurska. Kot eno Prekmursko, recimo, ne? Dobro, aha, okej. Ja. Kot eno Belokrajinsko ali pa Gorensko, ne vem, in tega verjetno materijala vam ne bo zmanjkalo v bodoče. Ja, verjetno ne. Igrati priredbe, snemati CD-je vsako leto. To bi bilo pa prenaporno. Zdaj, glede na dinamiko, kak je izhajalo, prvi je sicer bil posnet leta 1999, išel je 2.1, drugi je bil posnet 2.3, zdaj ta je bil posnet, pa bo išel 2.13, če zdaj to ekstrapoliram, pol bo naslednji 2.30. Ja, odvisno kakšna krivulja dinamike pri vas se bo uveljavila. Ampak, če primerjamo tamburaše iz Cirkulan, nasprotno drugim, to bi še mogoče malce, ne? Ko vi igrate ljudsko glasbo, koliko jih igra samo ljudsko, recimo tako kot vi, koliko jih je na drugih? Jih je kar nekaj, ne? Zadnja leta smo se več srečevali na srečanjih, ki jih prireja javni sklad, ampak mislim zadnjih 5 let, ampak zadnje 2-3 leta pa nekako ne pridejo več, ampak mislim, da je kar nekaj skupin, ki igrajo tudi ljudsko. Vem, da so Drot Mantraši v Radencih, ne vem, upam, da še špilajo, no. Poznam. Kdo še tak ljudsko igra? Beltinci gotovo.
Pa ta srečanja letna skladova še obstajajo? Seveda. Ja. Ta srečanja obstajajo, tu se moramo pohvaliti, da smo letos bili izbrani kot najboljša skupina slovenska, torej majhna skupina. Ne? Kdaj je bilo to letos? Mislim, da je bilo, ne vem, ali je bilo marca ali aprila. Mislim, da še je bilo marca v Majšpergu je bilo. Majšpergu je bilo, ja. Bile sta v bistvu 2 regijski srečanji samo na slovenskem nivoju. Ja. Pa misliš, da, ker to namreč ni reklamirano nikjer v medijih, ker to so... Ja. Jaz sem sam imel priložnost enkrat nastopati na tem srečanju v Ptuju, na srednješolskem centru in to je bilo gala srečanje, res dobri... No, tisto je bilo državno, ja. So se, ne? Misliš, da ne bi bil interes širše publike? Ali pa recimo komercializacije tega področja? Ne vem. Da bi se recimo v športni hali organizirali tako, kot smo to recimo se videla v Banja Luki, sem enkrat bil prisoten enemu takšnemu srečanju. Ne vem. Dejstvo je, mi smo zdaj lani pa pred 3 leti igrali v Vojvodini, ne? V Novem Sadu. Tam je tamburica tako kot pri nas frajtonarca. To pove vse, ne? Ja. V bistvu, jaz še pa nisem videl njih igrati frajtonarce, tako da je to za nas boljše. Mislim, ta instrument pri nas ni toliko popularen, se mi zdi, pa da bi bila ta popularizacija umetna, oziroma popularen je bolj z vidika te jugonostalgije, no, tako bom rekel. Ko pridejo oni Vojvođani pa Hrvati sem, pol je ogromno ljudi. Ne vem, frajtonarca recimo pri nas pa je tudi pritegne množice. Ne. Gremo torej na začetke spet v 90-ih. Kako je prišlo do tega snemanja prvega? To ste posneli na Radio Slovenija v Studio 14. Ja. Studio 14. Ja. Producentka Jasna Vidaković, snemal je Miran Kazafura. Zdaj, če je zafural, ne vem. Ni zafural, Kazafura je dobro. Ni zafural, ne. Kako je prišlo do tega? Ja, na državnem srečanju nas je Jasna našla. Mi smo takrat še zraven igrali, jaz sem drumlico igral še zraven, pri eni pesmi pa lončeni bas, pa smo res bili neka eksotika. Drumlica ni bobn, ne? Ne, drumlica je one kavbojski pen, ko ga v ustih držiš, ne. Takrat smo bili res neka eksotika, ker smo res igrali ljudsko, vsi so pa tam, pa edini brez not, ne. Mi nikoli ne igramo na note, ne. Niti jaz priredbe, ko jih napišem, mogoče redko kdaj napišem note za priredbo, komplet recimo. Za ritem sekcije pa sploh ne, ker ona dva tako po posluhu igrata. Ampak ona nas je takrat na državnem srečanju našla, stopila kontakt z nami in smo to posneli. 2 dni snemali smo tako, da je nastop, igrali, peli vse naenkrat. Mi smo se samo enkrat skregali, šli čez cesto na pijačo, to je to. Ja, se to je najboljše, ne? Ta postopek snemanja, ne? Drugi album ste potem snemali? Ja, drugi album smo prišli k vam in je to bil malo šok, ne? Zdaj bomo pa snemali brez vokalov, ne? In je bilo studijsko snemanje, ne? Nasnemavanje? Ja, ne, ni bilo studijsko. A ni bilo nasnemavanje? Vsi instrumenti skupaj, pa vokali kasneje. Zdaj ne vem, mislim, da nihče tamburašov tak ne snema, da bi nas snemaval. Koliko je takrat vaš tonski mojster rekel, da so to edino Šukarji prvič naredili na prvem CD-ju, pa potem se ni obneslo. Mislim, da se to pri tamburaših ne obnese na snemavanje. Ker je le akustičen instrument. Nastopali ste veliko izven Slovenije tudi? Ne? No, vse tudi po Sloveniji smo nastopali na kar dobrih festivalih, Trnfest. Ja. Lent, Beltinci, izven Slovenije, v Novem Sadu smo bili 2-krat. Na enem kar prestižnem festivalu Bisernica Janika Balaža, on je car med carevi na tamburici, sicer že pokojni, ne, cigan je bil sicer. V Makedoniji, kjer smo bili, v Italiji smo enkrat igrali za Slovence, izseljence. Ne izseljence, pač za Slovence, pač, ki živijo v Italiji, za manjšino, ja, in so bili, to je bilo nekaj za njih zelo zanimivega. Ste že igrali celo noč komu na poroki? Ja, ne ravno na poroki, ampak smo enkrat v Laškem na zdravilišču igrali nekim poročnim parom, ki so se poročili tam,
celo noč, pa v neki nekompletni zasedbi, ker je bila ravno Mira na porodniškem, smo imeli violino in smo mogli celo noč igrati. Enkrat smo igrali enim Slovencem iz Clevelanda, so bili tu pri nas v Halozah na enem kmečkem turizmu. Ja, mi zaigramo tisti program 1 uro pa pol, pride ženska gor, ja, ni še konec, celo noč. Ja, ampak to se izogibamo, ne. Imamo tudi v zasedbi 2 na ritem sekciji, ki sta igrala pri narodno-zabavnih ansamblih in ravno to se jima je uprlo, da moraš ti celo noč igrati nekomu, pol pa te pošle še 3 krasne, da ne rečem, ne. Boljše je zašpila 3-4 komade ali pa 1 uro, pa ti vsi lepo ploskajo, pa... Iskreno povedano. Ja, ja, mislim, na veselici ne bomo igrali, no. Veselico je tudi v bistvu nekaj manj vrednega. Ne manj vrednega, ampak enostavno mi nismo za to, no. Aha, ja, seveda. Vi ste koncertna... Ne koncert, pač za nastop, no, ne za... Ali pa če je manjša družba, okej. Samo celo noč pa tudi ne, no. Po prvem CD-ju ste začeli prirejati, če se ne motim, tamburaške večere v poletnih mesecih na gradu Borl, ne? Ja, tamburanje ob večerih smo temu takrat rekli. Ja. Niti ne vem, kdaj je bilo prvo, mislim, da 2001. In zdaj je grad Borl zaprt. Grad Borl je kar velik grad, ne. Zaradi splošne nevarnosti, da se bo vse splazilo, ali kaj? Zaradi splošne nevarnosti. A res? Zaradi splošne nevarnosti, ker Ministrstvo za kulturo pravi, da je nevaren za obiskovalce. A res? Je pa res, da pa se je lansko leto del skale, na kateri stoji, zrušil na cesto dol, tako da koliko je ta nevarnost realna, ne vemo, ampak definitivno je, da ne smemo več not. Tudi neke strašne podpore ni bilo v lokalnem okolju, da bi ta projekt naprej živel, pa smo ga potem opustili. Mislim pa, da trajajo eni 6, 7, 8 let. Gor so bili veliki orkestri, bile so male skupine, vsako leto smo imeli iz tujine zasedbe, iz Hrvaške, iz Avstrije, iz Italije, ampak... Ja, to bi kazalo obnoviti, ker to bi bilo eno od večjih, za moje pojme, eno večjih turističnih prireditev, lepših, pravim. Ja, ampak to terja, mi smo bili eni 2-krat, 3-krat na taki turistični prireditvi na Bavarskem, pa smo videli, kako se tam temu streže. Tam celo mesto živi za to. Tam je v bistvu en festival ljudskih muzikantov. Na vsakem vogalu en igra, vse gostilne so polne, ampak pol je to profi, nekdo organizira, ne morem pa jaz, pa nas 6 organizirati en festival, ki 3 večere, mislim, to je tu preveč za amaterski pristop je to preveč. Ja, tamburanje ob večerih na gradu Borl je imelo en svoj poseben feeling, ki ga na drugih kulturnih prireditvah, drugih glasbenih prireditvah v teh severovzhodni Sloveniji nisem imel primera zaslediti. Ja, feeling je bil tudi tak, zato ker so bili po tamburanju vedno, smo organizirali degustacijo haloških vin, ne? In to je tudi ljudi pritegnilo, mogoče jih je pritegnilo tudi to, da je bilo zastonj, ne? Ampak v vsakem primeru organizacijsko je to bilo res velik zalogaj, ja. Za nas preveč, no. Zato mogoče zaradi tega niste izdali več CD-jev, ker ste več naredili za javno dobro, kot pa za dobro. No, vse, če izdaš CD, je to tudi javno dobro, ne. Smo pa imeli tudi zasebno življenje, ki pa ni zanemarljivo, ne. Družine. Družine, pa 6 ljudi, ki z družina se pa vedno kaj dogaja, ne. Jasno. Otroci, ja. Zasedba se je tudi spreminjala s časom, ne? Ja, malenkost, ja. Tu ste nekje bi lahko rekli, da tvoja žena... Ja, glej, z osnovne zasedbe smo jaz, moj oče, moja žena, njena sestra, moja svakinja, ne? Pa Tone, on je naš, rečemo, organizacijski vodja. Kar hitro je prišel kontrabasist zraven, tako da od njega tudi lahko v osnovno zasedbo štejemo. Tako da 6 nas je z osnovne zasedbe. Ena je šla, 2 sta šle stran, pevka, pa še ena na kontra, na Bogariji, Mojca, ona se je vozila celo s Prlekije k nam na vaje, pa je zdaj tudi njo zamenil, imamo zamenjavo za njo, Slavko igra. Se res? Koliko vadite? Enkrat tedensko. A vadite res? Enkrat tedensko? V četrtkih, ja. Se vadi? Če vaje ne odpadejo, pa se vadi, ja. No. Pridejo obdobje, ko pa ni mesec, ni vaje, to se spontano zgodi, ne vem zakaj. Ampak drugače enkrat tedensko, ja. Super.
Torej, muzikologa mi da nismo? Ne. Ne? Tako da bolj podrobno se v tamburico in pa ne bomo spuščala, odkot, kaj, zakaj, kje. Ali lahko to tudi? No, dejstvo je, da vsi ti strunski instrumenti imajo skupen izvor iz Perzije. Tamburica je prišla preko Balkana in se tu razvijala. Zdaj v tak instrument, kot pač obstaja, mandolina preko Apeninskega polotoka, kitara preko Iberskega, ne, tako da so to balalajka šla potem na vzhod. Recimo vsi ti instrumenti imajo skupen izvor. O tem bi lahko več povedal producent na naši novi plošči na Kukavcah. Kdo je to? Tomaž Rauch, ne? Ki ga mogoče pozna širša javnost bolj kot enega od treh iz skupine 13 prase. Ne? Enega od treh, ne 13. Ja, enega od treh prascev bi on rekel. Se opravičujem, za ostala dva ne poznam. A kdo izdeluje tamburice v Sloveniji? Ne. Zaletel je nekaj poskušal, ampak to se ni obneslo po moje, no nihče je potem ne uporablja. Vse je kupljeno iz Hrvaške. Jaz imam zdaj novo tamburico iz Osijeka, je rekel majstore, ki je tudi že prek 80-70 star, je rekel, znaš, ovaj les je 100 godina, od 100 godina ova smreka. Da. No, tak je on rekel, zdaj če je, ne vem. Ne. A da bi ta les bil skladiščen 100 let in potem... Ne, ni bil skladiščen, on je rekel, da to je bil en travm na nekem zadružnem domu. Tak je. Na tak način, ne. Ja, vsi instrumenti so hrvaški. Kontrabas je, dobro, kontrabas lahko kupiš kjerkoli, ne. Drugače pa imamo hrvaške instrumente, vse skupine. No. Koliko stane, recimo, koliko treba plačati za takšno? Ja, zdaj ta je malo boljša, no, pa to ne pomeni, da sem jaz boljši muzikant, ne. No, ta je stala 600. Pustimo neskromnost. Ta je stala 600 evrov. 600 evrov, aha. Ja, zato ker še ima te intarzije, pač, no, drugače je 500. Intarzije. Take male bisernice, srednja okrog 400, potem brači so malo večji, 600, čelo tudi 700-800, Bogarija tam nekje. V primerjavi s klarinetom pa harmoniko še vedno poceni. Aha, tako torej z Osijeka naročate? Ne, ta je bila z Osijeka, drugače imamo z Varaždina ostale. Adamo. Ja. Dobro, zdaj o prihodnosti se tudi bova kaj pogovarjala. Ja, če ne druga o promociji CD-ja, ne? Ja. Bližnji prihodnosti, ne? Za daljno tako se ne vemo. Se lahko samo pogovarjamo, ja. Daljna prihodnost je, bi lahko rekli, bodočnost je v naših rokah. Ja. A bližnja prihodnost pa je res, ja, velika promocija novega CD-ja, Kukavce. Kukavce, ja. Ja. Zdaj nekako tako je, ne, promocijski koncert bo v bistvu združen s 15-letnico vokalne skupine Mladi veseljaki iz našega kulturnega društva in bo 15. junija. Zdaj pa, ker imamo tudi novo večnamensko dvorano, drugo že, v našem kraju, ki bi jo radi napolnili, ne, 15. junija smo povabili tudi Kreslina z bando, tako da vabljen, ne. Koncert bo pa dobrodelen, sredstva bomo zbirali za društvo Sonček iz Ptuja. Super. Naj povemo za tiste, ki bodo ta prispevek gledali kasneje, po 15. juniju, naj povemo, da smo leta 2013, da se pogovarjava tik pred prvomajskimi prazniki leta 2013 z Boštjanom Polajžerjem iz Tamburašev iz Cirkulan. Kaj bi bila prva asociacija Tamburaši Cirkulane, tebi, ki si ves čas zraven? Kaj vidiš najprej? Tamburaši Cirkulan rečem, kaj je prva? Mislim, to mi je težko asociacijo najti, ker jaz sem v tem zdaj 15 let, 20 let, ne. Trdo delo? Ne, to je moj hobi. No, jaz glavnem vem, ker so bila obdobja, ko smo imeli skoraj celo leto pauzo ali pa pol leta, da brez tega ne morem. No, moram igrati. Sicer tudi dirigiram enemu tamburaškemu orkestru, ampak to ni to. Jaz moram igrati, pa mi je pač vseeno, mislim, dobro, ni mi vseeno, kje igram, ampak tudi če sem v enem orkestru, pa igram, sem zadovoljen, ampak ja, je delo, seveda, pa nove pesmi, nove dogodivščine,
Dogodivščine, ja. Torej, ti si notalist, če dirigiraš na drugem... Ja, jaz sem končal, prosim, lepo nižjo glasbeno šolo. Za srednjo se nisem odločil. Ker se prej omenil, da vi ne igrate po notah nikoli. Meni je namreč zelo neestetsko, če si tamburaška skupina postavi na oder. Skupina res, ja. Če si to nota skupina stojala postavi. in potem me drdrajo po notnih stojalih. Še manj estetsko pa je, če spremljajo folklore, recimo, pa imajo notna stojala. Ne, to, pri orkestru je to normalno. Oni igrajo dolge skladbe, pa vsak mora res točno zaigrati to, kar je. Jaz pa tudi jasno, da improviziram vmes. Zakaj pa ne napišem? Zato, ker pustim svobodo določenim instrumentom. Recimo čelo in bisernica sta tak instrument, ki imata lahko več svobode. Brači igrajo melodijo, že morajo biti malo bolj strogo zastavljeni. Ne? Torej, ti sploh nimaš napisanih teh, dobro, vsaj ljudske. Dobro, zdaj ljudske pesmi so napisane, že so za kako koračnico, ko igramo, tam sem napisal, ker je mogoče prezahtevno, za večino pa ne. A čakaj malo, torej ljudske pesmi te niso napisane, ti lahko vzameš v knjižnici, verjetno note za, ne vem. Ne, to jaz nisem nikoli not imel. A ne? Ne. Torej, ja, seveda. Jaz sem poslušal posnetke vedno, pa sem tak napisal priredbo. In torej si vi pokažete na vajah, kako to gre? Ja, no sicer jaz mogoče prvemu pa drugemu braču, ker igrate melodijo, napišem, kaj morate igrati, ampak dosti krat tudi ona dva kar sama začneta igrati. Ne. Ja, seveda. Ampak priredba pa nastaja nekaj časa, to ni zdaj, jaz nisem šolan glasbenik, tako da te obrti pisanja priredb tudi ne obvladam. Ne. A torej vi delate priredbo na vajah, jo naredite? To so... Ja, ne, pridem že jaz izdelanim predlogom, ne. Koncept že mora biti nek. Torej, to je odvisno od pesmi spet. No. So to vseeno priredbe? Torej, ni to seveda so priredbe. Vsekakor unikatne priredbe, ni drugi nihče ne igra takšno priredbo, kot vi igrate. Ne more igrati, ne. Ker mu not ne dam. Ja. Aha, torej je to polnotalistično, bi rekli, niste čiste, tako kot... Ne. Se tudi mi nismo neki strašni muzikanti, da bi zdaj rekel, da smo virtuozi, tako ali tako ne, noben ni šolan glasbenik od njih. Jaz sem edini, ki imam nižjo glasbeno končano, menda se mi zdi. No. Torej, pod kaj bi ti dal to, namreč slišali smo, da etnologi to glasbo razvrščajo pod konstrukcija, rekonstrukcija, ne vem, nadkonstrukcija, bi to imenovali, konstrukcija, rekonstrukcija ljudske. To ne ostane tistim, ki se radi ukvarjajo z iskanjem in s teorijo. Ja. Ja, ne bi nič imenoval. Na vaših nastopih tudi zaplešajo? Misliš, publika? Publika, seveda. Ja, zdaj, običajno, če so to nastopi v dvorani, potem sedijo. Ne? Jaz sicer rečem, ko kak valček igramo ali pa polko beksel vmes, torej, da bi se pari zamenjali, ampak to je bolj kot štos. Ne? Se zgodi tudi, da zaplešajo, če je taka priložnost. No? Če igramo komu na Abrahamu ali pa ne vem, jasno, da mora iti zaplesati slavljenec. Ne bomo kar tak igrali na suho. Če pa je v dvorani, kjer se sedi, pa tak ne morejo plesati. Ne? No, eno pesem imamo, ta je bila že na prejšnjem CD-ju Hojla Drija, Nalite čaše kameradi, kjer v bistvu, to je taka muzikantska pesem prav, kjer mi pojemo in publika mora delati to, kar mi pojemo, ne nalite čaše, potem kvičko čase, stopite na mize, na stole, ne vem. Pa so že stopili na mize? A seveda. Super. Ampak kljub temu, tamburaši iz Cirkulant bi mogoče lahko rekli, da ste eni izmed bolj aktivnih v Sloveniji. Katera druga tamburaška skupina je izdala že 3 uradne CD-je? Ne vem. Skupina, ne vem. Orkestri, ja, bi rekel, da ja. Orkestri so kar aktivni in orkestri v Sloveniji, moram reči, da so na zelo visoko kakovostnem nivoju, takem, da je to že res meji na perfekcionizem. A res? Ja. Lahko naštejemo, katerega, 2, 3? Letošnji najboljši orkester je bil orkester iz Vipave. A res? Spet Primorci? Primorci. Mi smo bili pa najboljša skupina. Tako da gremo v jeseni na hrvaško smotro oziroma revijo. Skratka, iz Vipave, ne vem, iz Črnomla, Draga Tuš, Majšperk, Šmartno, Blitije, ne vem, teh zelo kakovostnih orkestrov je, mislim, da okrog 10 v Sloveniji, ki so res na nivoju, ne samo za Slovenijo,
ampak tudi za Hrvate, torej za Slavonce in za Vojvođane. Ko oni grejo tja, tudi oni tako gledajo. A res? Ker namreč hrvaški tamburaški orkestri pa slavonski so na visokem izvedbenem nivoju, na izvajalskem. Lično, Ja. Super. No, vse to je na YouTubeu polno posnetkov. Mi se tu zdaleč ne moremo kosati z njimi. Mislim, tako kot je rekel Damir Zajec, on je za prejšnji CD napisal spremno besedo, on je v bistvu ocenjevalec tamburaških skupin. Naša funkcija je s tamburico igrati ljudsko muziko. Ne? Pa v bistvu smo mogoče res nekaj posebnega. Zdaj, koliko pa to ljudskost uspemo pričarati poslušalcem, pa je seveda odvisno od marsičesa. Tudi od dneva. Če imaš slab dan, pa se ti je, ne vem, prej v službi kaj zgodilo, ali pa te je doma kaj razjezlo, ali pa... Pač gre Marko skače hitreje. Ja, ali pa ni več to tisto, pač ni več kontakta takega, ne? Ja, no, saj. Ampak je pa bilo zanimivo, recimo v Vojvodini, ne? Kljub temu, da je to bilo za njih zanimivo, ne? Oni vsi igrajo tiste svoje, ne? Mi pa smo igrali valčke pa polke, to pač kar je pri nas, ne? In to je za njih nek čudež, ne mislim, valček pa polka pa ni noben problem igrati, ne. Ampak oni tega enostavno ne poznajo, Hrvati tudi ne. A ja, ne igrajo polke pa valčka na tamburici? Mogoče Zagorci še, ne, tam naprej pa ne. Torej mi na koncu intervjuja smo prišli do enih bistvenih A ja, to je to. Torej, ja, seveda. Oni ne igrajo. Mi recimo, pri nas so bili v eni vasici ob meji Hrvaške, ker Halode so čisto hrvaški meji. Vasica se tudi imenuje Meje. So bili tamburaši, ki jih je bilo pol Hrvatov, pol Slovencev, mislim, da jih je 4-5 bilo. Ampak so igrali polke valčke. Mi 2-3 polke valčke njihove igramo tudi. Po njihovih posnetkih smo rekonstruirali. Tistemu pa bi mogoče res lahko rekli rekonstrukcija, tistim 3 valčkom in polkam. Ne. Kaj pa druge tamburaške skupine, naprimer Rod Matrši pa skupine, tudi igrajo polke valčke v Sloveniji ali? So, zdaj zadnja leta ne vem, kaj igrajo, ker res ne poznam. Pred 5-6 ali pa mogoče malo več leti so pa igrali podobno kot mi, zdaj pa res ne vem. Česa so se. Tako da je v bistvu ta scena tudi živa, se razvija, spreminja. Seveda, pa vsak ima nekaj svojega, ne? Kar se mi zdi pozitivno. No? Sicer nekateri menijo, da bi se na tamburico moralo igrati samo točno to, kar je za tamburico, ampak jaz mislim, da ni tako. To ti verjetno bolj veš, ker ste igrali vaše CZD-ovske komade. Ja, to je bilo precej zanimiva zadeva, zanimiva izkušnja. Meni je tamburica zelo, zelo všeč, bolj kot harmonika, recimo. No, ampak recimo za spremljanje rockerjev, mala skupina tamburaška, mislim, da ima premalo korpusa, da bi lahko premalo zvoka. Da bi polnila zvočno. Mora biti že orkester, ne? Ja. Torej, kaj še lahko rečemo o tamburici, o vaši skupini? Prihodnost je naša. Prihodnost je naša, točno tako, ja. Prihodnost je naša. Igramo pač, dokler ne bomo tja padli. Tako ti je rekel Adi Smolar. Ja, super, Boštjan Polažar, jaz vam želim še veliko izdanih CD-jev, veliko uspešnih koncertov, veliko gostovanj po tujini doma in pa seveda uspešno predstavitev novega CD-ja 15. junija v Cirkulanah, če še enkrat EPP naredi dobrodelni koncert kulturnega društva za Sonček. Glavni gost bo Vlado Kreslin, mi pa promoviramo svoj CD Kukavce. Super, pridemo, najlepša hvala, Boštjan Polažar.